Glavna naloga Nacionalnega forenzičnega laboratorija je opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe sodišča, policije, tožilstva in sodišča. Opravljamo analize sledov in predmetov, ki so bili zavarovani na krajih kaznivih dejanj. V ta namen uporabljamo najmodernejšo instrumentalno tehniko, ki jo opravljajo vrhunsko usposobljeni strokovnjaki. Strokovnjaki, zaposleni na Nacionalnem forenzičnem laboratoriju, sodelujejo tudi pri ogledih kaznivih dejanj, požarov, delovnih neškod, hišnih preiskav. Nacionalni forenzični laboratorij je nosilec kakovosti razvoja forenzičnih preiskav v Sloveniji ter pripravlja in izvaja programe za zagotavljanje kakovosti pri ogledih in preiskavah. Pri preiskavah uporabljamo več kot 100 različnih metod z področja fizikalnih, kemijskih, bioloških, daktiloskopskih preiskav, preiskav dokumentov, rokopisov in denarja. Letno opravi Nacionalni forenzični laboratorij preko 7000 zadev. Je edini tovrstni laboratorij v Sloveniji, ki je akreditiran za izvajanje forenzičnih preiskav. Tako naprimer s kemijskimi preiskavami ugotavljamo kemijsko analizo zaseženih snovi, najbolj pogosto, ali je zasežena snov prepovedana droga. Prav tako na podlagi sledov zavarovanih na krajih kaznivega dejanja ugotavljamo, ali je neko sledstvo pustil storilec na tem kraju. Tako naprimer z analizo DNK ali z analizo daktiloskopskih sledi, papilarnih linij, ugotavljamo, ali je storilec pustil to sled na kraju kaznivega dejanja. In naprej, z balističnimi preiskavami ugotavljamo, ali je bilo neko strelno orožje uporabljeno pri izvršitvi kaznivega dejanja, ali so bili neka sled obovala, ki smo jo zavarovali na kraju kaznivega dejanja, da je pustil osumljenec kaznivega dejanja. Ugotavljamo tudi za preiskavo rokopisov, ali je neka oseba napisala ta rokopis ali ne. Ugotavljamo, ali so neki zaseženi dokumenti ponarejeni, prenarejeni oziroma gre za pristne. Prav tako ugotavljamo v zvezi z zaseženim denarjem, ali je denar pristen oziroma ali je ponarejen. Pomembna naloga Nacionalnega forenzičnega laboratorija je tudi usposabljanje kriminalističnih tehnikov, ki so nosilci ogleda kraja kaznivega dejanja kot prvega dela forenzičnega procesa, ter tudi usposabljanje državnih tožilcev in sodnikov, ki na podlagi teh usposabljanj lažje razumejo oziroma ovrednotijo naša včasih kar zahtevna poročila, ki jih izdela NFL. Nacionalni forenzični laboratorij je glede na obseg in kakovost preiskav, ki jih opravlja, povsem primerljiv z ostalimi forenzičnimi laboratoriji v Evropi in v svetu. Nenazadnje to dokazuje tudi akreditacijska listina, ki smo dobili od slovenske akreditacije, ki dokazuje, da delamo po mednarodnem ISO standardu 17025. Če povem mogoče nekaj ključnih dogodkov v zadnjih 25 letih laboratorija, to je vsekakor članstvo v Evropski mreži Združenja forenzičnih inštitutov iz leta 1995. Leta 1996 smo začeli kot prvi na Balkanu za preiskavo humane DNK. Prav tako smo leta 2001 vzpostavili sistem AFIS, to je avtomatski sistem za identifikacijo prstnih odtisov. Leta 2002 smo prevzeli analizo ponarejenega denarja od Banke Slovenije. Morda najpomembnejši trenutek pa je bilo leta 2015, ko smo se preselili v ta moderni laboratorij, kjer smo danes in kjer omogoča, da opravljamo najzahtevnejše forenzične preiskave. Slovenski forenzični laboratorij je eden od osnovnih članov Evropske mreže forenzičnih inštitutov, ter tako že od leta 1995 aktivno sodeluje na najvišjem znanstveni ravni v Evropi. Strokovnjaki zaposleni v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju sodelujejo v 13 delovnih skupinah. To so delovne skupine za preiskave prepovedanih drog, preiskave požarov, preiskave eksplozij, preiskave barv, lakov, daktiloskopske preiskave, DNK preiskave, preiskave dokumentov, preiskave sledi oboval. Prav tako so strokovnjaki Nacionalnega forenzičnega laboratorija so v upravnem odboru Evropskega združenja, tako da sodelujemo na najvišji ravni, kar se tiče teh raziskav. Sodelujemo tudi v Interpolu,
Pomembno je sodelovanje tudi preko prumske pogodbe, s katero izmenjujemo biometrične podatke, DNK in daktiloskopske podatke z več kot 20 državami znotraj Evropske unije. Laboratorij je tudi nacionalna točka za ponarejene bankovce in kovance, tako da smo pod okriljem Evropske centralne banke. Strokovnjaki, ki so zaposleni v nacionalnem forenzičnem laboratoriju, skupaj s tujimi strokovnjaki sodelujejo v več mednarodnih raziskovalnih projektih, s katerimi vpeljujemo nove forenzične metode v naše rutinsko delo. V nacionalnem forenzičnem laboratoriju je zaposlenih 73 strokovnjakov, od tega je 9 doktorjev znanosti. Večina forenzičnih izvedencev ima univerzitetno oziroma drugo bolonjsko izobrazbo. Večina zaposlenih ima naravoslovno izobrazbo, predvsem kemijske in biološke smeri. Za nekatera forenzična področja dela smer izobrazbe ni ključna, naprimer za daktiloskopske preiskave ali preiskave rokopisov, saj za tovrstne preiskave ne obstaja izobraževanje in se zaposleni usposobijo za delo z večletnim delom pod mentorstvom. Delujemo v 6 oddelkih, glede na vrsto opravljenih preiskav. Tako imamo 5 laboratorijev, in sicer laboratorij za kemijske preiskave, laboratorij za fizikalne preiskave, laboratorij za biološke preiskave, laboratorij za daktiloskopske preiskave in laboratorij za preiskovanje rokopisov, dokumentov in pisav. Prav tako imamo oddelek za razvoj in kakovost v NFL. Večinoma zaposlujemo v nacionalnem forenzičnem laboratoriju smeri kot so naravoslovna ali tehnična smer. Ker pa je forenzika tako široko področje, imamo tudi različne druge profile kadrov. Predvsem iščemo profile ljudi, ki so se pripravljeni usposabljati in so željni novih znanj. Šole, ki bi izobraževale forenzika, pri nas ni, zato potekajo usposabljanje pod mentorstvom izkušenega forenzika in pa tudi s prakso in usposabljanje v tujih laboratorijev. Vsi zaposleni forenzični izvedenci v nacionalnem forenzičnem laboratoriju imajo opravljen kriminalistični tečaj, saj je forenzika nepogrešljiv del kriminalistike in forenzične preiskave, vključujejo tudi opravljanje ogledov hišnih preiskav, ogledov krajev kaznivih dejanj, ki so pomembni del pooblastil, ki jih ima policija. Znanje, pridobljeno na kriminalističnem tečaju, omogoča zaposlenim razumevanje celotnega procesa kriminalistične in kasneje tudi sodne preiskave. Delo na forenziki je izredno dinamično, vsaka kriminalistična preiskava je edinstvena in zahteva tudi takšen pristop od vseh preiskovalcev, od policistov, kriminalistov in forenzikov. Forenzične preiskave se ne konča z opravljanjem preiskav v laboratoriju, ampak je treba rezultate preiskave pojasniti tudi na obravnavah na sodišču. Forenzična znanost se z uvedbo novih tehnologij nenehno napreduje, kar zahteva od zaposlenih na NFL, da se stalno izpopolnjujejo. Zaposleni morajo biti strokovni, natančni in hkrati tudi radovedni pri svojem delu. Saj velikokrat na prvi pogled nepomembna sled postane odločujoča pri dokazovanju nekega kaznivega dejanja. Delo ni rutinsko, je pa zelo pomembno za celotno družbo, saj so forenzični dokazi velikokrat ključni za obsodbo storilcev kaznivih dejanj in zagotavljanje javne varnosti v naši državi. To delo ima tako tudi zelo velik družbeni pomen. Delo na NFL predstavlja za vsakega zaposlenega izziv, od trenutka, ko se je zaposlil in ves čas kariere dela v NFL.